Poezijo rada prevajam zaradi tega, ker prvič tukaj gre za neke pomenske jezikovne tančine, ki nam pač omogočajo, da nekaj začutimo na popolnoma določen način, in to nekako poustvariti v drugem jeziku se mi zdi pač izreden izziv. Seveda, če je pa zraven še neka forma, to je potem pa še sploh dodaten izziv. In seveda poezijo tudi zelo rada berem, recimo konkretno Gregor Strniša je dejansko moj najljubši slovenski pesnik. Sama si verjetno nikoli ne bi upala predlagati, da bi ga prevajala, ampak ko sem pa že dobila to ponudbo, sem bila pa zelo počaščena in zelo vesela, ker mislim, da so njega pravzaprav presenetljivo malo prevajali v angleščino. Če pač pomislimo na njegov pomen, jaz sem pač ga hotela imeti za temo svojega doktorata o raznih problemih pri prevajanju iz slovenščine v angleščino, ampak sem morala potem to zamenjati, ker enostavno ni bilo dovolj materiala. Tako da, k temu pač človek potem zmeraj pristopi tako, da je malo prestrašen, malo ima rešpekta, ampak v končni fazi, ko stvar steče, je vseeno, pač padeš noter in niti več ne razmišljaš tako zelo o tem, da te je strah zdaj Strniša prevajati, ampak pač dejansko padeš v ta njegov svet. Ja, jaz mislim, da ta prevod krasno paše v Litere Slovenice. Tam so že izšli izbori pač iz naših nekako najbolj vidnih ustvarjalcev, Tudi recimo za Daneta Zajca se spomnim, pa recimo jaz sama sem prevajala Murna, ki je recimo res že časovno bolj oddaljen. Strniša se mi zdi recimo en tak zelo optimalen kompromis med tem, kar je čisto sodobno, moderno, in med tem, kar je pač klasika. Moram pa reči, da je ta knjiga pravzaprav, ta knjiga s Strniševimi pesmimi mogoče najlepša, kar sem jih videla zaenkrat v tej zbirki, zato ker ima čisto poseben dizajn, se pravi, ni tista uniformna vezava, motiv, kakor na večini, ampak je čisto nekaj posebnega, z nekimi vinjetami, ilustracijami, naslovnico, ki so bile narejene prav zanjo in ki zelo dobro izražajo Strniševega duha. Potem je pa zraven opremljena še s pesmimi, se pravi z uglasbenimi pesmimi, tako da se mi zdi, da je to nekaj čisto posebnega pravzaprav v zgodovini Litere Slovenice. Ja, to sem prej malo razmišljala, pač kaj bi bilo takega, in moram reči, da pravzaprav sem zelo veliko prevedla, in vsaka stvar je seveda zase neki svet, tako da recimo, če gledamo čisto enostavno na razsežnost projektov, potem bi rekla, da se mi zdi taka zelo konkretna naloga, torej prevod kompletne Jejceve poezije v slovenščino, to gotovo, potem prevajanje Plavta, ki zdaj mislim, da bo v par letih končan, tako da bomo dejansko imeli vse Plavtove komedije v slovenščini. Potem Dickens, ki ima tistih 60 avtorskih pol, to recimo je bil spet ene druge vrste dosežek. Ampak so pa seveda tudi manjše stvari. Recimo jaz sem blazno uživala, ko sem prevajala Milana Jesiha v angleščino. To mi je bila res ena taka krasna izkušnja. Ampak tudi sicer, ne vem, pač jaz sem dejansko vse mogoče avtorje, stare Rimljane in pač Angleže, Američane, iz vseh mogočih obdobij, potem Švede, Tako da, ne vem, takrat pač, ko eno stvar delaš, se ti najbrž tista zdi najbolj pomembna in si nekako najbolj v njej. Torej, najprej moram pač povedati, da ta zbirka Vesolje, tukaj ne gre pa za eno samo konkretno zbirko, ampak gre za nekakšen prerez Strniševega ustvarjanja, ki ga je pripravil sam. To je tale izdaja, po kateri sem delala.
No, in ker je pač že tukaj sam Strniša dal celotni knjigi naslov Vesolje, se mi je zdelo potem smiselno vzeti enega od teh ciklov, ki imajo naslov Vesolje. Namreč žal ga nima samo en cikel, Strniša ima namreč take 5-pesemske cikle praviloma. No, dejansko imata celo 2 tak naslov, ampak jaz sem pač vzela tistega, ki mi je bil bolj poznan, ki so o njem celo govorili takrat, ko je bil že pred leti simpozij na temo Gregorja Strniše v Cankarjevem domu. In takrat se spomnim, da so potem tudi povabili prav fizika, ne, ki je komentiral potem to pesem oziroma ta cikel Vesolje. In ta cikel je bil tudi meni zmeraj všeč, tako da bi zdaj mogoče kar prebrala konkretno 1., 3. in 5. pesem. Torej, 1. pesem. Ti, ki so šli daleč, so pripovedovali, da je tam več in več, preveč zvezd. Ne samo nad glavo, celo pod nogami in kot jabolko v daljavi rodni planet. Na tleh stojiš samo v svoji ladji, v daljavi sami nikje stati na tleh. Zvezd pod nogami so se zbali, padli, stari, nazaj na ta svet. Sede na svetu na trdnih stolih, v mehkem blagu naših oblek, spe v deževnih nočeh pod stropi zraven svojih neljubljenih žensk. Potem 3. pesem. Ti, ki so šli dal, so sporočali zmeraj redkeje, zmeraj manj, da jih lovi nekak privid, vidne prikazen zdaj komaj glas. Glas godbe od nekod zunaj ladje, znotraj trkanje od povsod, kadar pa ravno padaš v spanje, leže v temi k tebi tuje telo. Celo zvezd je tukaj zunaj manj. Tam nekje se vrti bela pega v temi. Teh pride dosti manj nazaj. Zdaj brez ušes, zdaj brez oči. In 5. pesem. Tisti, ki so prišli najbolj daleč, so bili najbolj kratkih besed. Oni so nas spraševali raje, odgovarjali vmes, ne, tu ni več zvezd. Res, sporočila iz njihove ladje še zdaj valovi nazaj do nas. Od nas pa nihče ne zna več teh znamenj. Kot bi klical v svojem jeziku kak strah. Strah me je profesor priznal, da so že predaleč v prostoru in ne bodo več mogli nazaj, za zmeraj bodo ostali v vesolju.